Urška, lep pozdrav. Živjo. Dober dan, ne, da že. Ja. Si že tako cajta po koncu, da Ja, lahko 5 ure rečeva. že. Od kdaj? 5 ure. Ob 5 vstajaš. Ja, se zbudim. Pa bi je zelo malo časa rabiš za spati. Ja, 5 ur rabim. Ja. 5 ur. Kako ti to uspe? Odkje srkaš energijo, da, Iz sebe. Iz sebe. da imaš 5 ur dol? Jaz sem Iz po 5 svojega urah kanala. Iz svojega čist povožen. kanala. A, res? Ja, rabim 7 ali pa 8, čeprav 8 mi ne rata velikrat več. Ja. 7 je pa že gor uspeh. Ja, ne bi spalo samo, tako bi bilo kao prav, ne? Ampak jaz mislim, da če ohranjaš življenjsko energijo skozi dan in da jo držiš skozi zase, ne rabiš spati več kot 5 ur. In jaz sem zdaj živ dokaz za to. No, tako da sem Ja, pa in vesela, sva takoj prišla do življenjske energije. Ne? Ja, tako. Zdaj, predstavitev bova spustila, ker sva en video tak že naredila, a ne, v preteklosti en krajši, pa bom kar link dal. Tako da bova šla kar direkt na to, kaj v bistvu je ženska in kaj je moška energija. Če lahko to dvoje opišeš, ker vem, da s tem se ti kar veliko ukvarjaš. Pa dajva začeti s tem, Ja, pa bova pa počasi Pa razdelala. greva prvo kar po korakih, ne, tako kot je treba. V bistvu vsi imamo vse žensko in moško energijo. Ne. Naša ženska energija je povezana z našo mamo, moška energija z očetom. Ne. In pravilno je, da v bistvu poudarjamo oziroma bom rekla, izhajamo iz svoje energije, kar pomeni moški iz svoje moške energije, ženski iz svoje ženske energije, da je to neko našo prvotno delovanje na nek način. Ne. Sprav pravi moški ne bo moški in ženska ne bo prava ženska. Ne. Tega danes žal ni več, zelo malo. No. In tudi izgubila se je ta prava definicija moške energije ali pa prava definicija ženske energije. Zdaj, kdo je zdaj kriv? Je tako, ko je skrbljako v jajcu. Vsi smo krivi, ko vsi smo lumpi. Tako da to o tem pač ne bo, ne? Ampak dejansko gre za to, koliko je, bom rekla, je nepravih moških, toliko je tudi nepravih žensk. Tako da vzgajamo pa me, ne? Tako fantke, jaz imam tudi 2 sinova, ne? Tukaj je veliko odgovornost, ne? Ja. Da jih vzgojim moška, ne? Da bo znala cent žensko boginjo. Ne? Tako da smo krivi vsi, ampak danes imamo pa toliko orodij in bomo nekaj toliko priložnosti za to, da stopimo v svoj pravi jaz, da stopimo v svojo pravo energijo. Sploh ženske danes, da začnemo res delovati svoje intuicije, svoje srčne energije, da res iz pravega svojega bistva, ker smo pač, bom rekla tako, večina žensk je v moški energiji, deluje iz glave, iz raciota, ker smo nekako mogli preživeti v tem moškem svetu, živimo še vedno v moškem svetu, ne? In to traja že kar nekaj tisoč let, tako da smo se naučili delovati v tem sistemu na tak način, ampak s tem izgubile sebe. Gre za božansko moško energijo ali pa božansko žensko energijo, ker ti Ja. praviš, da smo mi božanska bitja. Vsi Daj smo še, božanska daj še ta bitja. koncept razloži. Ja, to je zelo pomembno. Ne? Vsi smo božanska bitja. V bistvu v trenutku, ko ti svojo božanskost daš ven iz sebe, kar je ustvarila seveda vera, ne? V bistvu naša katoliška vera, ti postaneš na nek način majhen, postaneš skromen, ubogljiv, postaneš vodljiv. Ko pa ti enkrat razumeš, da si ti del stvarstva, del vsega, da si eno z vsem, da smo vsi mi ful povezani, ne samo jaz in ti, ki sva že tukaj se že toliko let poznava, pa sva nek na dušnem nivoju povezana, ampak smo vsi mi povezani tudi z naravo, z vesoljem in da je tukaj zelo pomembno, da razumemo, da smo del vsega, ne izven tega, ampak da je del vsega, ne. Torej smo eno vsem in da smo božanska bitja, dobesedno, ne. In ko to dojameš, razumeš potem tudi lažje svojo tisto pravo prvobitno naravo, mogoče tudi celo svetopisemsko zgodbo, kako je, v bistvu nekako razumeš malo bolj svoje resnice, ki prihajajo pa iz srčka, ne. Ja, tako da vsi smo božanska bitja, čisto vsi. In med nami ni nobenih razlik, vsi smo enakovredni, isto vredni, noben ni vreden manj ali več, vsi smo na istem nivoju, ne glede na status in bom rekla, avto, ko ga voziš, ljudi, s katerimi se družiš, vsi smo na istem nivoju. A pa lahko zase trdiš, da utelešaš ta princip? Ali Jaz pa večkrat omenjam- ali pa v kakšni meri, ne? Ja, jaz večkrat rečem, ne, ženska boginja, moški je bog, ne, in mene včasih mogoče malo narobe da pač razumejo, ker jaz pravim, da prebujam boginje v ženskah, ne. In da se imam na nek način za boginjo. Ampak kaj to pomeni?
jaz ne hodim kot boginja, se ne oblačim vedno kot boginja, včasih sem, kao da me voda izbacila, ne to besedo, ne. Ampak gre za frekvenco, gre za energijo. Gre za to, da mi v bistvu vse aspekte božanske ženske energije prebudimo in da stopimo v to energijo boginje. To je to, da prebudimo pravo žensko energijo. In tukaj je izraz goddess, boginja, ful uporabljena v našem duhovnem svetu, zato ker se na nek način poistovetimo s tem našim božanskim bitjem in ja, božanska ženska energija je boginja. Sprav ne gre za videz, ampak gre za počutje, za gre občutek, za frekvenco. Vedno gre za frekvenco. Tako, ko imamo strah, ki je daleč najnižja frekvenca, ali pa sram, ki je še nižja, ki je še slabša, tako imamo frekvenco, zelo zanimivo je, ko vsi pravijo, najvišja vibracija vesolja je ljubezen. Ampak imamo potem brezpogojno ljubezen, imamo frekvenco avtentičnosti in imamo frekvenco nebes. Ta je pa daleč največja frekvenca in daleč najlepša. Tukaj pa mogoče še prideva, a ne? Ja, ok, pustimo. Ja, ker imam to vprašanje tudi zacahnalo. Deva se ne prehitevati. Ampak nasplošno kot človeštvo, koliko blizu smo utelešenju božanske moške energije pa božanske ženske energije. Koliko nam fali? A si mogel? Ful nam fali, a ne? Še meni marsikaj fali, ne? Mislim, jaz se približujem temu, ne? Upam, da uspešno, ne? Mislim, občutki v meni so fantastični, ne? Ampak nasplošno kolektivno pa bom rekla tako, da se ženske mogoče malo prej prebujamo in malo več delamo na tem, kot moški, ne? Ampak jaz vedno rečem, več, ko bo pravih žensk, več bo pravih moških, ne? In če ti je nekdo namenjen in da je namenjen, da s tabo raste v tej božanskosti, lahko ti iz moškega narediš res Boga, ne? Mislim, lahko ženska tukaj veliko prispeva do določene mere, se potem, ko gre za čiščenje travm in preteklosti, tukaj je pač valjda on, ne? Tukaj ne moreš nič pomagati, ampak na splošno kolektivno smo še zelo daleč. In ti izključno pomagaš ženskam? Ja, ne? Ja, jaz ne delam z moškimi. Ja, na kakšen princip, kjer so tvoje metode? Jaz že več kot 13 let. Pa kater problem sodobne ženske bi v bistvu ti najbolj izpostavil? Ja, največji problem, povem vse ni problema. Največji problem današnje ženske je ta, da deluje z moške energije, to sem že omenila. Pač, da deluje z glave, iz logike, da je odrezana od svojih občutkov, da se ne zna povezati s svojim telesom, z užitki, ki jih telo nekako, bom rekla, ponuja. In tukaj imamo dva arhetipa, ki sta malo kruta zdaj v tem smislu, v katerih ženske danes delujemo. Na eni strani imamo arhetip prostitutke, lahko je to ne pomeni, da se dejansko prodaja s svojim telesom, ampak da deluje iz tega arhetipa, da pač s svojim telesom in s to svojo nekako umetno senzualnostjo na nek način dobiva sredstva, da preživi. Na drugi strani imamo arhetip nune, ki je ženska, ki je v bistvu dobesedno zatira sebe, svoje obline se obleče v punčko in bom rekla, tukaj deluje izključno iz moške energije, ne, in se je popolnoma zaprla za kakršnokoli ljubezen, kakršnokoli stik, vse deluje, v bistvu vse dela na nek umeten način, ne. In bom rekla, najbolj pomembna stvar je, da se spet povežemo s svojimi občutki, ampak kakšen je tukaj problem? Mislim, ni problem. Mi imamo v sebi veliko negativnih občutkov, veliko strahov, veliko sramu, veliko jeze, občutkov krivde, žalosti. Ženske smo polne žalosti, recimo, ne? In ne upamo tega izraziti, ne? Kot male punčke nismo smele tega izražati, nismo imele čustveno varnega prostora. Vsakič, ko smo se izrazili na kakšen tak način, smo bile na nek način utišene. Pač padle smo v ta arhetip pridne punčke. In to vlečemo pač skozi vse odnose, skozi naše delo, pač skozi leta in ne upamo se potopiti v te občutke, jih raziskovati, se soočati z njimi, priznati si, ne. Večina žensk deluje, bom rekla, na nekem materialnem nivoju, ne. Ok, imam za preživeti, sem v lepi hiši, imam dober avto, imam dobro službo in to je to, ampak v sebi ženske vedno več čutijo, da je pa tukaj zadaj nekaj več, ker ostaja neka praznina,
ker je srce zaprto, ker se ne zna povezati s svojimi občutki, ker ne zna mogoče celo uživati s svojim telesom, ker ni v trenutku, tukaj in sedaj in je res dobesedno odrezana od vsega lepega, kar ti življenje ponuja. Tako da prvo kot prvo soočati se s strahovi in z negativnimi občutki, zato moraš imeti jajca, dobesedno. To je res, tle moraš imeti ful veliko poguma in tle ga imajo ženske še vedno več. Plus moramo razumeti, da je mogoče še vedno več nekih ženskih terapevtk, ki so malo bolj srčne in odprte, s katerimi se lažje odpreš. Mogoče moški nimajo še pravih, bom rekla, moških vzornikov, da bi lahko, bom rekla, šli do njega, se prepustili, se odprli in nekako zdravili svojo dušo. Ne? Težje je moškemu priznati, mi smo bolj čustvena bitja, ne? Moškemu je težje priznati, da ima strah. Tudi iz razloga, ker so moški mogli biti vedno močni, ker niso smeli jokati, ker niso se smeli zlomiti, vzgajali so jih v močne vojake. V heroje, ne? Ja, in mi smo bile pa pridne punčke, ne? In tukaj smo vsi zaprti v ta kalup tega, kaj moramo biti, kako moramo delovati in se obnašati, namesto tega, kaj moramo čutiti in se izraziti in povedati in biti to, kar sem, pa povedati svojo resnico. Ne. Takrat potem pač tudi privabiš prave ljudi v svoje življenje. Imaš ob sebi prave ljudi, ki te vidijo v dušo, ne samo tvojo lepo lupinco, ne, kinder jajček, ne, karkoli. Tako da je tukaj zadnji en velik proces, kako jaz ženskam pomagam. Jaz sem močen energijski kanal. Jaz sem dojela tekom let, da v bistvu je dovolj samo, da si v mojem biopolju, pa prinašam že visoke vibracije v tvoje biopolje, v tvoje celice, v tvoje telo. Mislim, dejansko gre za to, da sem jaz res močen portal za božansko žensko energijo. Jaz sem skozi leta iskala svoje poslanstvo, leta in leta, res to je bilo, moram reči, da moja najbolj pomembna stvar v mojem življenju, poleg pač moje družine in otrok, pač najti svoje pravo mesto. Ko bomo vsi na svojih pravih mestih, pa bomo res vsi v 5. dimenziji, ne? Pa bo res tisto zlata doba zemlje. Res bomo, bom rekla, odprti in res naravnani na prave frekvence, v pravi dimenziji. Ne? Tako da moj najlepši kanal pomoči ženskam je preko vodene meditacije. To sem te hotel vprašati. Jaz se z osebo povežem, tukaj gre za osebno vodeno meditacijo, se pač z osebo povežem, stopim v njeno biopolje, se povežem s srcem in enostavno tisto, kar pride, besede, ki pridejo, ki so mi dobesedno položene v usta, energije, ki pridejo, ki jih prenašam samo naprej. Jaz sem v bistvu samo nek medij za vse to in bom rekla, nič ne pride na nek način iz mene, ampak vse pride iz tega kanala. Moj glas in moja energija je samo, bom rekla, nek prenosnik tega, ker sem toliko čista zdaj in toliko v srcu, da lahko steče preko mene zdaj res tisto najlepše iz vesolja. In meditacija, tudi če ni osebna, tudi če ni, bom rekla, narejena prav za dotično osebo, v bistvu vedno prinaša res veliko lepega in feedbacke imam tukaj izredne, ženskam se napolno dogaja. Potem je odvisno, seveda tudi od astroloških vidikov, bom rekla, luninega cikla, odvisno, bom rekla, tudi od kakšnih planetov, kaj vse moramo v tistem trenutku dobiti. Tako da, ko mene pokliče, da moram jaz posneti meditacijo, jo grem jaz posneti. Nimam tukaj nobenih priprav, jaz se samo prizemljim, povežem, gremo v srce in kar pride in potem jaz to delim med moje ženske, tako da ena meditacija doseže že lahko 200 oseb in tukaj gre res za eno tako zdravilno frekvenco in ženskam tukaj res prinaša ne samo veliko svetlobe, odpira jim srce, dovoli jim, da grejo v občutke, da se prebujajo v občutkih, da si dovolijo čutiti, da si dovolijo res aktivirati in odpreti srce, da se počutijo varne. Se pravi, jaz ustvarjam na nek način en varen prostor za moje ženske. In v tem varnem prostoru one v bistvu se prepustijo, zaupajo in na ta način lažje dobijo tisto, kar jim je na nek način namenjeno. Seveda dobi pa vsaka prav tisto, kar potrebuje. Ne moramo nasplošno reči, pač različno se jim dogaja, ampak nasplošno imam pa res izredne rezultate.
kje to vse promoviram, jaz sem čisto povsod. Povsod me lahko najdeš, še na TikToku. Najbolj, ker se znam naredimo. Še na TikToku strašim. V glavnem, povsod. Imam svojo spletno stran, urshi.com, torej urši.com. Največ feedbacka imam še vedno na Facebooku, The Old Fashion Style, moram reči, da Facebook je še vedno top zadeva. Instagram, TikTok, svojega YouTube kanala še nimam, drugače preko spletne strani tudi, pa razne tudi podcaste, njih je že kar, drugače pa v glavnem, Instagram, Facebook in TikTok in tam me ljudje spoznajo, tam me ljudje začutijo mojo energijo in takrat se že v bistvu naveže nek stik, in zdaj imam kar velik krog teh mojih bogin. Tako da, lepo. Kaj pa tvoja najboljša verzija tebe? Kako bi jo opisala? Moja najboljša verzija, zdaj pustimo, kje živi in s kom in kaj ima, ne? To pustimo za drugi. Ko bo res, mislim, ko bo že vse res tukaj, ne? Čeprav se že kar dogaja. Urška je, jaz sem taka zelo materinska. Jaz, če bi imela 10 otrok, bi vsak otrok dobil isto mero ljubezni. In srčna, bom rekla, in zelo sem vizionarska. Jaz mislim, o stvareh, o katerih se danes že precej piše, sem jaz pisala že 15 let nazaj. Ne? Ampak jaz tukaj nisem dobila, bom rekla, nisem še dovolj verjela vase, nisem dobila prave podpore tukaj, da bi lahko tem zrasla. Zadnjič sem slišala v tretjo že en stavek, če bi ti imela pravo žensko podporo v sebi, ne, kje bi bila že danes, ne? Ker, veš, ko si na začetku, ko še malo ne verjamaš, pa malo, bom rekla, iz sramu deliš določene resnice, te tudi ljudje težko začutijo, ne. Zdaj je drugačne, zdaj sem že skoraj svoja najboljša verzija in si upam tudi na TikToku povedati to, kar jaz mislim, ne. Zadnjič sem recimo povedala, da pač preko socialnih omrežij se žensko ne vabi na kavo. Kot prvo, prave ženske se sploh ne povabi na kavo, ne. Se jo povabi kam drugam, ne? Ker je pač ženska in ve, ne samo, da ve, kaj hoče, ampak je, bom rekla, prav, da se jo takoj že razvaja, ne? Da smo vredne tega, ne? To imajo tudi ful velik problem ženske, ne dovolijo si, niso si vredne, ne, recimo. Upam, da fanti delajo zapiske zdaj. Črtice. Tako da, moja najboljša verzija sem jaz na svojem pravem mestu, ko delim svoje resnice brez kančka sramu, ko povem, kaj mislim tudi v družbi in me ni strah več tega, kdo me bo obsojal, kdo ne, vseh teh hejterskih, bom rekla, komentarjev in zavijan z očmi z drugih strani drugih žensk, so še daleč od tega, da bi bile boginje. Tako da, prava Urška je že precej ženska, no. Predvsem ženska in mama. In kar si še želim biti, vsekakor. In bom rekla, kot sem že omenila, moje pravo mesto, srčna energija, energijska pretočnost, torej spanje 5 ur, 2 službe imam, ogromno energije imam. In sem, bom rekla, že skoraj svoja najboljša verzija. No. Mislim, da letos jo dosežem v tem letu. To je moj cilj. In mislim, da bo. No. En tvojih programov za ženske je kvantni preskok. Da je to malo zavaš, kaj to pomeni. Quantum jumping. V bistvu o tem se že tako ful govori. Dejansko obstaja ful nekih naših različic, naš samih. Ne? Midva sva prej govorila o moji najboljši verziji. Ne? Se pravi, jaz skozi leta, bom rekla, tudi skozi preteklost sem živela različice mene same sebe, pač različne urške so bile, ne. Tudi mi, ki zdravimo recimo neko, bom rekla, obdobje iz otroštva, se vedno povežemo z neko različico tebe, ne. Se pravi, David, ki je imel 4 leta, kaj je doživel, kaj bilo takrat, a ne, takrat se navežemo na to različico in to različico zdravimo, ne. Veš, tukaj se lahko navežem na to, da preteklosti ne moreš spremeniti, ampak lahko pa spremeniš, kako preteklost vpliva na tvojo prihodnost. In če gremo mi v en pretekli dogodek, v eno različico tebe in mi delamo na tej različici, je tako, kot da bi boljša verzija tebe iz prihodnosti prišla nazaj do tega mehkega Davida in ga pozdravila. Mu razložila, da se mu je nekaj zgodilo iz razloga, da je tukaj zadnji en strah, s katerim se mora on soočati in ga rešiti. In na ta način bi midva
pozitivno vplivala na tvojo prihodnost. Ker je ta različica Davida, ta 4-letni fantek, takrat nekaj doživel in ima mogoče neko negativno konotacijo na ta dogodek, na preteklost, ampak s tem bi midva tega Davida pozdravila in bi pozitivno vplivala na to, kako on gleda, mogoče celo na določen strah, na določeno osebo, na določen odnos, karkoli, ne, in pozitivno vplivala dejansko na tvojo prihodnost, ne. Tvoj občutek, se pravi nek strah, sva na nek način rešila, šla sva v njegov izvor, ne. Tako da ob nas samih obstaja kup različic nas samih, ne. Se pravi, če ti delaš na sebi, vsak dan izbiraš na nek način svojo boljšo verzijo, ne. Če ti ne delaš na sebi, na svojih strahovih, na svojih negativnih občutkih, ti dejansko ostajaš v eni in isti različici, ki jo futra tvoja slaba preteklost, vse besede, ki si jih slišal, se pravi tvoj slab podzavestni program, in ostajaš v tem, se pravi v starih sklačah. Jaz poznam dosti ljudi, ki so v istih energijah kot 20 let nazaj, ki ne moreš verjeti, da je to res, ampak pač imajo svoj namen, ne? Ni za obsojati, pač oni so prišli sem izkusiti do konca očitno to različico. Ampak, ko pa ti delaš na sebi, ko se ti soočaš s svojimi strahovi, ko hodiš na regresoterapije, kjer se ti soočaš tudi s preteklimi življenji, pa ti v bistvu ob sebi na nek način ustvarjaš nove različice sebe. In katero različico ti oblečeš zjutraj, je se pravi samo odvisno od tega tvojega mindseta in od tvoje energije, ker ti nisi to, kar ti misliš in govoriš, ampak ti misliš to, kar si na vibracijskem nivoju. Se pravi, če se jaz zjutraj zbudim in takoj pomislim, da sem jaz brezpogojna ljubezen, se jaz takoj povežem s svojo najboljšo verzijo sebe in jo takoj tekom dneva živim. In ko jaz vstopam v nek prostor s to mojo energijo, s to svetlobo brezpogojne ljubezni, jo ljudje začutijo, jo ljudje dobijo. In jaz opažam, da ko grem lahko sam po cesti hodim, mene ljudje opazijo zaradi moje energije, ne toliko zaradi mojega zgleda, kar se mi včasih mogoče tudi zdelo, da je mogoče malo bilo preveč tega fizičnega, ampak zdaj prav vidim, da me začutijo to svetlobo zadaj. Ne? Tako da, katero različico boš ti živel in kaj boš izbiral, pač vsak dan imamo priložnost, da v bistvu doživljamo najboljšo verzijo sebe. Seveda je težko, če si ti v energijah žalosti, če si še jezen na starše, če nisi sprejel, da so se določene stvari mogle zgoditi, da imaš svoj karmični nahrbtnik, da si določeno pot mogel prehoditi, da je tako moglo biti, da začneš v bistvu se praviti neko novo, drugo zgodbo, ne. Zadnjič sem objavila, ne, kaj moramo še tega avgusta narediti, ker to so mi pač prišepnali moji vodniki, da moramo spremeniti odnos do preteklosti, spremeni svojo zgodbo. Se pravi, zgodilo se je to, kar se je, zato si ti danes takšen, kot si, ne. Jaz ne bi bila to, kar sem, če ne bi imela takega partnerja toliko in toliko let, če ne bi imela take starše, če ne bi izkusila vse to, kar sem, ne. In se pravi, iz hvaležnosti ustvariš novo zgodbo, ki pripoveduje, bom rekla, čisto eno novo energijo, jo tudi oddaja, ne. Je zadnje velika hvaležnost in sprejemanje in na ta način si spet v najboljši verziji sebe, ne, ker imaš novo zgodbo in ustvarjaš novo zgodbo vsak trenutek, ne. Je pa treba seveda delati na tem, je treba čistiti negativne emocije, treba razumeti, da nismo zgolj fizično telo, da smo tudi emotivno telo, da smo umsko telo. To pa prek tega programa izvajate verjetno tudi, ne? Ja, v bistvu kvantni preskok je dejansko gre za to, da midve z žensko skupaj ustvarva njeno najboljšo verzijo. Jaz imam pač dostop do njenih akaških zapisov, ki so zapisi njene duše. Jaz imam ta velik talent že od samega rojstva, bom rekla. Jaz v človeku takoj vidim njegov potencial. Tukaj sem sicer bila zaradi tega večkrat opeharjena, ker sem, bom rekla, živela z ljudmi glede na potenciale, ne pa to, kar so dejansko bili, ne. Jaz bila zaradi tega, mogoče imamo črna ovca tudi v familiji. Ja, smo črne ovčke vsi. Ja, in veš, jaz sem prej, ko sem se vozila, sem poslušala tvoj podcast z Diano, ne. Ona tudi piše dušne zapise, ne. Ja. In ona je zelo lepo povedala, vsaka duša ima svoj svetilnik. Ne, vsaka družina ima svoj svetilnik. Se pravi, vsako družino je dana duša, ki sveti najbolj močno. In to smo žal črne očke družine, ne, ker pač moramo jeti čez določene situacije, težke odnose, da dojamemo, da smo ta svetilnik, ne. Žal ljudje in nasplošno v družinah še vedno ne dojemajo te svetilnike.
Ne, še vedno nas imajo za sfantazirane, preveč drugačne, še vedno se nas izogibajo na nek način. Ne. In težko je priti iz tega, ne, ko nimaš nič podpore, da vseeno svetiš, ne, ampak svetiš, slediš resnicam, to je ful pomembno. Vsakič, ko padeš, da se pobereš. Ne. In ta program je na nek način povezovanje s tvojo najboljšo verzijo tebe, ustvarjanje te verzije, da ti razumeš, kdo si, kateri so tvoji potenciali, kateri so tvoji talenti, kaj daješ drugim, kaj se nosiš v svojem svetlobnem portalu. Moški ste bolj zemeljski, nas prizemljite, moški ste naš breg, mi smo reka, mi smo povezava z božanskim, torej tudi med spolnimi odnosi vas me popeljamo v višje svetove, ne? In tukaj vas zdravimo s tem. Ne? Se pravi, da vsak, tako moški kot ženska, razume, kdo je v svoji prvotni naravi in kaj vse lahko da drugim. Da razumemo vsi, da ima vsak človek talent, kot katerega lahko dobro živi. Da ti to razumeš, svoj talent, si ustvariš potem na podlagi tega svojo najboljšo verzijo, svoj idealen dan, začneš potem tudi želje na materialnem nivoju ustvarjati in potem v bistvu, to jaz preko meditacije in preko kaških zapisov, v bistvu začnemo zdraviti takoj z meditacijo 21-dnevno, potem pa na koncu, ko obe razumeva to najboljšo verzijo te ženske, te osebe, ki je prišla k meni na ta program, v bistvu ustvari meditacijo, s katero se ona, to je 10-minutna kratka meditacija, s katero se ona potem na dnevni bazi povezuje s to najboljšo verzijo. Ona v bistvu vsak dan zjutraj stopi na to frekvenco, v to dimenzijo te najboljše verzije. In potem se začne dogajati. Seveda to ne pomeni, da boš ti v roku 2 mesecev zaživela najboljšo verzijo, dobila, ne vem, tisto sanjsko službo ali pa sanjskega partnerja ali karkoli. To dejansko pomeni to, da se začne konkretno čiščenje vsega tega, kar nisi. Ja, še posebej ne lik zato, ne, ker si 20, 30, 40 let gradil to prvotno, trenutno različico in se to razgradi. Sleč, ne, pa se je odreči, ker boli, ker to osebna rast je eno samo umiranje teh lažnih identitet, ne, dobesedno. In zelo težko je sleči vse te maske. Pa tudi vse ti si verjetno rabila kar neki leta, ne, da si postala v bistvu dober energijski kanal. Ne. Se pravi, ta doba transformacije je trajala. Ne. 15 let. Ja. 15 let verjetno intenzivno, ne, na še neki podlagi. Ja, ampak moja duša si je zbrala veliko stvari, moja duša si je zbrala veliko poslanstvo in veliko, bom rekla, lekcij in jaz sem tukaj na nek način, meni večkrat rečejo, ti si naša bližnica, ne, ženske mi rečejo, ne, veš, te energije, ki jih ti prenašaš nam, to so za naš bližnica, veš, mi, kako smo lahko, mislim, jaz, da sem prišla do teh občutkov, sem jih mogla najti v sebi, jaz nisem imela eno osebe, ki bi mi jih dala, ne. Jaz sem pa na nek način, zdaj, ne moram reči bližnjica, ampak na nek način mi je malo lažje, no. Seveda mora vsak čez svojo pot, čez svoje lekcije, čez osebno rast ne gre brez tega, ampak na nek način smo tukaj zdaj tisti stebri, energijski in svetlobni, svetilniki, ne, ki, bom rekla, ki zelo, zelo lepo svetimo tem ljudem na njihovi poti in jim tukaj res, res ogromno pomagamo. In kaj je tisto najbolj pomembno, kar se spremeni tekom te transformacije? Veš, ta avtentičnost. Ja. To, da si, kar si. To, da si dovoliš res, veš, to sem jaz. Jaz bi se lahko zdaj slekla gola, karikiram, pred vesoljem, pa bi rekla, to sem jaz, taka sem, take noge imam, take lase, tako razmišljam, imam srce, ki je polno ljubezni za cel svet, pa ga ne bom več skrila, pa ga ne bom zaprla, to sem jaz. Jaz mislim, da to najlepša stvar in druga najlepša stvar je pa to, da si vedno več v trenutku tukaj in sedaj. In to je pa tako božansko božanje vsakega vdiha in izdiha in doživljanje življenja s polnimi pljuči in s celim telesom. Tukaj pravijo, present, ne? Kot darilo, present. To je največje darilo. Zdajšnji čas. Se pravi, biti to, kar sem in biti v trenutku, ne? Ker vse se zgodi v trenutku. Ti, ki si v trenutku, jaz, ki snemam meditacijo, vem, koliko sem jaz prisotna v tistem trenutku, da lahko vse to pride, ne? In potem valjda, a veš, jaz moram biti skozi v svojem kanalu na nek način, ne? Ampak, veš, tekom let sem spoznala, da marsikdo me je vedno znova in znova metal ven iz tega kanala, ker ga na nek način
mogoče to neka oseba, ki mi je bila malo bolj blizu, ni videl tega mojega kanala, te moje svetlobe. In ko sem jaz stalno, bom rekla, padala ven iz tega kanala, iz tega mojega svetilnika, ne, jaz sem se mogla vsak dan dobesedno pobrati nazaj v ta svetilnik. In to je bilo zelo težko, koliko energije mi je šlo za to. Zdaj sem pa jaz stalno v tem svetlobnem portalu in zato imam toliko energije, zato ne rabim toliko spati, zato bom rekla, lahko v dnevu naredim še in još stvari. Ne. Se pravi, ko si vedno bolj v trenutku tukaj in sedaj, se pravi, to je nek rezultat tega, da si vedno bolj to, kar si in da si vedno bolj v svojem kanalu, ker vsi ga imamo, ne. Vsak ima svoj kanal. Ženske imamo tukaj malo večji kanal, malo bolj povezan z božanskim, ne. Tako da smo skupaj najboljši, ne, yin in yang, dobesedno, ne. On je bolj zemeljski, ona je bolj božanska in imamo potencial ustvarjanja nebes na zemlji. Točno. Ker večkrat omenjaš frekvenco nebes. Ti pa meniš, da so nebesa prostor na zemlji. Ja, so. Spet gre za frekvenco. Ja. Tako brezpogojna ljubezen, tako avtentičnost, tako bom rekla, sprejemanje, empatičnost, karkoli, ne. Nebesa so čustvena izpopolnjenost, notranji mir in pa prizemljenost. Ženske smo ful odzemljene, bom rekla, prizemljenost traja, zdaj se bom spet razpričala o tem, ker je to zelo pomembno, da povem. Prizemljenost se dogaja v 3 fazah, ne. Nas so vedno učili, da recimo tudi naš Marjan Ogorevc poudarja ta, bom rekla, položaj axis mundi, ne, ki je valjda pomemben, to je prizemljenost in povezava zgoraj, ne, in delovanje iz srca, ampak ženske smo toliko odzemljene zaradi, bom rekla, 3000 let zatiranja ženske energije, da enostavno sploh nismo v svojih telesih. Jaz sem imela večkrat žensko, ki pač enostavno bila dobesedno odcepljena, odrezana od svojega telesa. Tudi sama sem bila. Tuk težji sem zaradi tega športala, tudi težji sem zaradi tega tudi seksala, ne moram reči drugače, pač vse. In prizemljenost kot prvo je povezava z mati zemljo, ne, da smo čim več v naravi, da se povezujemo z mati zemljo. Druga prizemljenost je, da k sebi pokličemo vse izgubljene delčke naše duše, kar pomeni, da rešimo vse travme, ker pač med travmo se zgodi, da ti izgubiš delček svoje duše in da prizemljimo sebe in svoje bistvo v svoje telo. To pa 3. faza. Se pravi, 3 faze prizemljenosti, ne. Se pravi, in nebesa so prostor na zemlji, nebesa so zame že samo občutek 5. dimenzije, občutek tega, da bomo vsi na svojih mestih, da bo vsak otrok imel vsaj enega, ki ga bo brezpogojno znal ljubiti in sprejemati, da bomo vse ženske imele ta varen prostor od partnerja, to prava moška energija. Se pravi, če se sam za kanček minute dotaknem moške energije, ne, ker on je njen zaščitnik, on je njen steber, on je njen varuh, on je njen varen prostor. Pač ženska danes gre čez res hude viharje, ki jih je ustvarila, bom rekla, vera kot institucija, sistem. Pač ženske smo zelo zatrte, ne. To si moramo kot prvo priznati. Pa pustimo zdaj enako pravnost, ki nima nobene veze s tem, pustimo feminizem, ki nam ni naredil nobene usluge. Dejansko gre za to, da smo odrezani od svoje prave božanske narave, ne. In tukaj moramo iti čez hude lastne viharje, čez hude travme, moramo iti čez hude bolečine in žalost, veliko žalosti, da pridemo nazaj k sebi. In tukaj ful rabimo varen moški pristan, njegov varen prostor, da smo lahko z vsemi naši PMS-ji in sitnimi obdobji, ker smo ciklična bitja in nismo, tako kot vi, tudi hormonsko skozi na istem, pač vi ste več ali manj skozi tam, ne, mi smo pa up and down, ne, da pač oni pač priskrbita varen prostor, da se ona lahko v tem varnem prostoru ne samo počuti varno, ampak da se lahko zdravi, da se lahko zjoka, da se lahko razpizdi, da je lahko sitna, kad rek, pač da je to, kar je. In če se spet navežem nazaj na frekvenco nebes, s katerih sem šla, ne, se pravi, kakor sem rekla, čustvena izpopolnjenost, notranji mir in pa popolna prizemljenost, da imaš celega sebe pri sebi in da znaš to uživati in živeti in to tudi deliti. Ker tukaj smo zato, da delimo to, kar smo, da si pomagamo, da skupaj narišemo lepši svet za naše potomce,
Ker, dajmo si priznati, ne bi radi, da naši otroci mogoče čez 10 let doživijo en robotski svet brez občutkov, kar se seveda ne bo zgodilo. Umetna inteligenca ima svoj namen, tukaj mora zrasti linearno, duhovno in čustveno inteligenco. Tako da deliti sebe in to, kar si, to je bistveno. In frekvenca nebes je v bistvu najvišja točka, bom rekla, ni razsvetljenje, ker nismo še Jezusi in smo še vse daleč od tega, ampak je ena točka, ena frekvenca, kjer si zelo blizu tega. In res doživljaš svet na drugačen način, imaš drugačen pogled. Tudi, veš, danes je veliko informacij, ki pride do tebe. Če sam pomisliš, jaz sem tudi dosti na socialnih omrežjih, ogromno, ampak jaz ne spustim vsako informacijo k sebi. So določene informacije, ki se mene sploh ne dotikajo, pa so mogoče tudi informacije, ki se dotaknejo na nek način mojih otrok, ampak to je njihovo. Jaz že znam reči, to je njegovo, to je njegova lekcija, to je njegova informacija. On mora s to informacijo shendlati, ne jaz. Jaz imam svoje. In tukaj si toliko v svojem stebru, da dejansko veš, kaj je dobro zate in kaj ni. In deluješ iz njega, seveda še vedno pridejo kakšni trenutki, ki so težki, trenutki, ki razumeš, da imaš še vedno kakšen strah, valjda, ampak bom rekla, če si prej rabil en teden ali pa en mesec, da si to rešil, rabiš zdaj 2 ure. Ker si pač toliko v svojem kanalu, da znaš to na svoj način rešiti. Imaš vsa orodja pri sebi. Prej si omenila otroke, ti si tudi mama 2 najstnikov. 2 najstnikov že, ja. Kaj ste te ta 2 najstnika naučila kot mamo, oziroma kaj si se naučila kot mama, pa kakšen bi mogoče bil lahko tvoja beseda ostalim mamam, ki mogoče to poslušajo? Na vsako to novo vlogo v življenju ful pripravljala. Jaz, ko sem zanosila, sem prebrala vse možne knjige na temo nosečnost, na temo poroda. Zelo sem si želela roditi doma, žal nisem imela tukaj prave podpore, da bi se to uresničilo. Verjamem, da bom to še doživela. Tudi, če imam čez 40 let, ni važno, David, ne me tako gledati. To je nekaj normalnega zdaj. Ja, to je zdaj in. V glavnem, jaz sem se na vsako to vlogo ful pripravljala. Vloga mame je bila zame toliko pomembna vloga. Res, mislim, jaz sem bila jaz bom najboljša mama tem mojim fantom. In sem se ful trudila in prva leta sem sploh pri Jakobu, mojemu prvorojencu, dojela, da sem kleči zaprta in da bo tukaj treba nekaj spremeniti. In ful sva skupaj rasla, midva z njim imamo tudi zelo podobne talente, oba sva dobra glasbenika. Bom rekla, umetniške duše totalno. Midva sva res dobesedno skupaj rasla in sva oba zelo čustveno stabilna. Mislim, on je res moja zvezda, on je moje sonce, on me je veliko naučil. A ti tudi pri kreiranju torbic pomaga? Ne, tukaj ne še. Ne še? A veš, res sem rekla ne še, Jakob, prosti. Ne vem, če bo to prav razumel. Ne, ima on svoje druge umetniške talente, on je zreden glasbenik, ampak, a veš, z njim, jaz sem zelo hitro dojela, da on meni kaže moje napake, A veš, jaz večkrat slišim od kakšne mame, kakšen je moj otrok, ali pa on je hiperaktiven, on je tak. Ja, on je tvoja podaljšana roka, Veš, ko pridajo mame z otroci meni, jaz rečem, jaz bom mamico zdravila, jaz ne bom otroka zdravila, otrok nima nobenih problemov, tvoja energija ni v redu, nekaj v tvoji energiji temu otroku daje vedeti, da tebi on kaže, kdo si, tako, ko si s partnerjem kažemo dobesedno gledalo, tako nam naši otroci kažejo, kaj v našem sistemu ne štima, David? Ja. Tako da, vsak dan. Jaz sem ful hvaležna za ta 2 čudovita fanta, te 2 čudovite dušici, ki sta bila, bom rekla, tudi s svojimi besedami, ki sta bila oba že od začetka ful v svojih kanalih, da sta mi, recimo Jakob mi je večkrat rekel, mami, pridi dol na zemljico, pridi, pridi nazaj, prizemlji se, ker sem odtavala kdaj, Mark ta drugi ima pa zelo moško energijo, on mi je pa dal v bistvu vse tisto moško, kar nikoli nisem imela in tudi zelo lepe besede, bom rekla, pohvale, mislim, prav zelo moške besede, tako, ima čisto drugo energijo, kaj Jakob, Veliko sem se naučila. Tudi zelo pomembno je, da otroka poslušamo, da mu damo tisti varen prostor, da je to, kar je, da je pristan z nami. Če otrok ni s tabo pristan, pomeni, da je tukaj nekaj zelo narobe. Dokler je pa otrok pristan, da je oporniški, otrok mora biti oporen. Mislim, hvala Bogu, da je, sploh po 14 letih, prvih 7 let smo v energiji svoje mame.
Drugih 7 let smo v energiji svojega očeta, kar pomeni, da pobiramo od vseh, pač od prepričanj do vzorcev, do strahov, vsega. Ne. Po 14-15 letih pa začnemo iskati svoj prostor pod soncem. Ne. In takrat, če nismo uporniški in mal težki, neki naštima. Pomeni, da smo pridne punčke, ko hočemo ugajati staršema. Ne. In gledati res otroku tisti varen prostor, varen pristar, le z mano si lahko to, kar si, najbolj jezen, najbolj siten, najbolj ti lahko gre vse na kdo, besedno, ampak jaz sem tukaj zate in te tukaj podpiram in bom rekla, ti dajem mojo ramo, no, da se lahko na njo nasloniš, to je ful pomembno. In razumeti njihovo stisko, ki je hkrati naša stiska, ne. Dobesedno, jaz sem prav videla, da prvih 7 let sta bila oba v moji energiji, sem takrat ima lahko, recimo, če sta karkoli imela, sem razumela, da je bilo moje, ne. Predvsem Jakob je imel sinuse, čist povem, pač tipičen primer, je imel težave s sinusi, takrat zaradi mene, ker pač sem jaz čutila, da nisem na svojem pravem mestu, da tudi ne morem uspeti, če živim na Primorskem in te stvari. Pač za vsako stvar, ki jo sta jo imela v prvih 7 letih, sem bila kriva jaz, ne? In sem jaz lahko to rešvala. Ne? Potem pride oče, je on, potem kako on to rešuje, je že druga stvar. Ne? Potem, ja, po 15 letih pa že otrok lahko začne sam reševati stvari. Ne? Tako da kakšno sporočilo bi dala mamam, naj poslušajo svoje otroke, naj jim pustijo z vsemi čustvi na plan, bom rekla, tudi če so jezni, pač naj najdejo rešitve v sebi, no. Naj izboljšujejo sebe, naj postanejo pravi vzor one same sebe, naj znajo poskrbeti zase, sedeti na prvo mesto, ker ženska je energijski steber vsake celice, lahko je to družina, lahko je to podjetje. Mi smo tako ful pomembne, res. In se tega ne zavedamo, vse izhaja z nas. Če smo mi slabe volje, je cela družina na nek način slabe volje. Ne? Tako da kot mama, da razumeš, da vse izhaja z tebe in da je sreča tvojih, bom rekla, trčičkov ful odvisno od tebe. Ne. Sprav, prvo sreči sebe, tako ko boš dala na avionu prvo masko sebi, tako boš v življenju prvo poskrbela zase, se zaljubila vase, izgradila najboljšo verzijo sebe, živela svoje talente, ker to potem avtomatsko bojo živeli tudi tvoji otroci. Ne. Zelo težko je danes tudi, ko otrok recimo po 14 letih ne ve, kaj bi, ne, in pa vidiš, da sta oba starša na nepravih mestih, kar je logično. Ne. Se pravi, otrok valjda, da ne ve, kaj bi, če še starša ne veste, kaj bi. Ne. Tako da mi smo največji vzor, ne z besedami, ampak z dejanji. In to z vzorom, to, kar delamo, to, kar v bistvu, to, kar živimo. Ne. Lahko imamo kup resnic, pa če jih ne živimo, nobenemu ne pomagajo. Ne. Se pravi, resnično živeti to, kar veš, čutiš in ja, razumeš v sebi. Ne. No, če sva bila pri mamah, kaj bi bilo pa tvoje, evo, za konc sporočilo mladim puncem, ki so na tej poti, ali pa ne, lahko da boje mame, lahko da ne, pač mladim puncem. Ja, nasplošno mladim puncem, takim, ki bi hotele biti mame, ali nasplošno 20-letnicam? Nasplošno 20-letnicam, recimo. Naj preden grejo kakršenkoli odnos, zgradijo sebe. Naj spoznajo sebe do konca, naj razumejo svoje želje, naj razumejo, kaj si želijo v odnosih, katero službo bi rade upravljale, da prvo pač res tako močno zgradijo sebe, da potem enostavno privlačajo pravo osebo k sebi. Se pravi, da so to, kar so, da so avtentične, da se šolajo za tisto, kar pač jim je všeč. Tudi če ne, bom tako rekla, danes jaz poznam odvetnike, ki se ukvarjajo z energijskim terapijam, poznam učiteljice, ki so postale, ne vem, jogistke, pač danes kakšno izobrazbo imaš, sploh ni pomembno. Torej, nič ni več pomembno dosti, kot sam to razumeti, kateri je tvoj talent in kaj si želiš, to je najbolj pomembno. In ko enkrat to imaš in to razumeš, potem spoznaš sebe in potem enostavno si v svoji energiji in si v pravi energiji in si v srčni energiji in privabiš sebi prave ljudi. In se ti zgodijo te prave stvari. Ja, seveda, te prave situacije, pravi odnosi, spravo v tvoje življenje pridejo pravi ljudje, ki so poslani od strani tvojih vodnikov višjega jaza. Tako se nam vsi poslani, ampak v takem primeru je valjda oseba, katera je spisana na kožo. Ne. In vse to bi svetovala tudi sama sebi, recimo, če bi šla lahko v časovni stroj, pa ne vem, toliko let nazaj. 20-letno Urško zrukala, skloftala in rekla, zdaj pa dost, zbud se, ne? Ja. Zbud se. Bravo. Ja, točno tako je. Wake up call. Ja, jaz upam, da je bil ta pogovor en tak wake up call. Jaz upam.
Za vse po malem. Ne? Ja, sej, vsak dojema na svoj način. Ne? Ja. Vsak dojema svoje frekvence, kaj se prime, ampak jaz delim že 15 let. In upam, da jih čim več prebudim, ker da grejo z nami v to lepo peto dimenzijo. Pa pustimo zdaj to ni važno. Ne? Da grejo v srčnost, v občutke, v srečo, v radost, veselje do življenja. Da se zjutraj zbudiš pa rečeš, živim, diham, še ena priložnost imam. Nova priložnost, ne? To je to, ne? The best. Ja. Ej, Urška, najlepša hvala. Hvala tebi. A greva športom pozdrav? Greva, ajde. Čau, čau. Čau, čau.